Danes vam predstavljamo zelo ganljivo zgodbo. To je zgodba o Rafaelu. Star je bil komaj 2 leti in pol, ko so ga sprejeli tukaj v Petah Tikvi, v otroško bolnišnico Schneider zaradi redke srčne bolezni. In tukaj je živel na oddelku intenzivne nege 9 mesecev, medtem ko je čakal na presaditev srca. Naša mala deklica, po imenu Saba, je žal izgubila življenje, ko je bila stara komaj 6 let. Njena družina se je odločila, da podari njeno srce Rafaelu. Povejte nam nekaj o Rafaelu in njegovem primeru. Rafaela smo pravzaprav spoznali, ko je bil še dojenček. Ime je prirojeno srčno napako, ki smo jo popravili s kirurškim posegom in kateterskim posegom, vendar se je delovanje njegovega srca poslabšalo in bil je večkrat ponovno sprejet v bolnišnico, da je prejemal zdravila po infuziji za podporo srcu. A vendar je bil približno pred letom dni ponovno sprejet v bolnišnico. Bil je v hudem srčnem popuščanju, ni jedel, ni pridobival na teži, bil je bolj bled, bruhal je. Povezali smo ga na ECMG napravo in po nekaj dneh na berlinsko srce, ki je umetno srce, ki je pri majhnih dojenčkih dejansko zunaj telesa. In čakal je skoraj 9 mesecev na darovanje srca, kar se je, kot ste rekli, zgodilo pred približno 3 meseci. Od takrat mu gre kar dobro. Tukaj lahko vidimo, kako naprava deluje pri deklici Džuman, ki je stara 2 leti in pol in trpi za enako boleznijo kot Rafael. V tej bolnišnici čaka na srce že od svojega 11. meseca starosti. Berlinsko srce je mehanska srčna črpalka, ki začasno prevzame delo odpovedujočega srca in ohranja pri življenju otroke, kot sta Džuman in Rafael, medtem ko čakajo na presaditev srca. In začetek ni bil težak. Sprva mu je bilo težko. Ni razumel, zakaj je bila cev povezana z njim in s kovčkom. In povsod je moral iti s tem kovčkom. A počasi je spoznal, da ga to pravzaprav ščiti srce in da čakajo na presaditev srca. Objel ga je, ga ovil, res je razumel, da ga to pravzaprav ščiti. Ko je šel spat, da je moral vsakič priključiti napolnilec. In ko se je sprehajal naokoli, je imel baterijo, ki je zdržala 3 ure. Tako mi je rekel: "Mami, potrebujem novo baterijo, moram jo napolniti." Ko je šel spat, me je vprašal: "Mami, si ga priključila na polnilec?" Res se je zavedal tega in je ves čas preverjal, če je vse v redu, da ni piskalo. Vedno sem bila pozorna na to, preverjala sem, da je vse v redu. Ko pogledamo Rafaela, kako velika je razlika pri tem otroku zdaj, pred operacijo in po operaciji? V redu, odlično vprašanje. Obstaja ogromna razlika pred umetnim srcem in po njem. Bil je v srčnem popuščanju z zastajanjem tekočine, ni jedel, bruhal je, bil je bled, ni mogel vstati iz postelje. In ko si je opomogel po ustavitvi berlinskega srca, je postal močnejši, postal je bolj mobilen, povrnil si je moč, zrasel je, postal je večji, apetit se mu je vrnil. In ugotovili smo, da je zelo prikupen, vesel, ljubek fant, zelo pameten, zelo inteligenten. Pogovarja se z vsemi, je zelo zgovoren, zelo komunikativen. Bila sem. Vse. Veliko se je spremenilo pri njem. Je aktiven otrok. Nenadoma želi nadoknaditi ves čas, ki ga je preživel s priključeno napravo. Nenadoma želi podivjati, početi vse mogoče stvari, ki jih prej ni mogel, in skakati. Preprosto je aktiven otrok. Vidite lahko, da sta se mu nenadoma vrnila življenjska energija in veselje. Ali je mogoče, da zaradi sodobne medicine zdaj otroci, kot je Rafael, dobijo priložnost, da ponovno zaživijo? Da, vsekakor. Model naprave Berlin Heart je najnovejši model, starejši je bil večji in je baterija zdržala komaj kaj časa. Ta ima nekaj ur baterije in otroku omogoča, da hodi naokoli, da si opomore, pridobi moč in hodi na fizioterapijo. Tako da je vsekakor vse odvisno od tehnologije. In za Rafaelovo družino je prav ta tehnologija tista, ki je temu malemu dečku vrnila življenje. Nekaj dni potem, ko so nas odpustili iz bolnišnice, smo najprej šli v živalski vrt. Komaj smo čakali na to. Tako zelo smo si želeli, da bi mu uresničili to željo, saj si je tako zelo želel videti živali. Bilo je zelo vznemirljivo. Tragedija ene družine je postala upanje druge družine, ko je 6-letna Saba iz Kfar Kasema izgubila življenje. Spremljala je očeta in sestro na službeno potovanje in kratek oddih v Eilat. Nekega dne se je smejala in uživala na promenadi, a že naslednji dan se je vse spremenilo.
Ko jo je oče šel zbudit, ni odgovorila. S helikopterjem so jo prepeljali v medicinski center Soroka, kjer so zdravniki ugotovili, da je prirojena šibkost vene v njenih možganih počila in povzročila katastrofalno krvavitev. 2 dni kasneje so jo razglasili za mrtvo. Ko so njeno družino vprašali, ali bi darovali njene organe, so takoj rekli da. Prvič, ko sem jih videla, je bilo... Prvič, ko sem jih videla, sem objela mamo. Bila sem polna hvaležnosti, spoštovanja in občudovanja. Ne morem se nehati zahvaljevati. Ne morem. Ne glede na to, kaj jim damo, ne bo dovolj. Nekje v sebi se zaradi tega počutim nelagodno, ker so vendarle izgubili nekaj, kar jim je bilo najbolj dragoceno.